Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi uvodoma se zahvalil organizatorju za organizacijo tega dogodka. Mladinski svet Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev, pa to je nekaj fantastičnega. Tako da, in zdaj mogoče, jaz ne bom šel to, kaj na ministrstvu počnemo, ampak povedal bi vam nekaj svojih izkušenj za medgeneracijsko solidarnostjo in kako vsi na njo gledajo. Jaz zdaj sem približno že 8 let na ministrstvu za delo, naredil pokojninske reforme, ene uspešne, ene neuspešne reforme trga dela, hodim naokrog po Sloveniji in imam kar malo občutka. Jaz se strinjam z gospodom Sušnikom, ko je rekel, umetno se ustvarja medgeneracijski konflikt. Ko je bila debata o pokojninski reformi takrat leta 2010, je bil eden glavnih argumentov nasprotnikov pokojninske reforme, starejši, ki ostajajo na trgu dela, mladim odžirajo delovna mesta. Jaz na televiziji tega nisem mogel odgovoriti, da to seveda ne drži, ampak v OFU, kot sem rekel, nevarno je področje, ki ga izzivate. Nevarno je. Spodbujate medgeneracijski konflikt, kaj ti mladim poveste, zato ker ta vaš sodelavec je še v službi, vi ne dobite službe, naj gre v penzion. Takrat sem jih opozoril, da se spuščajo na nevarno področje. Seveda ta trditev, da starejšim mladim odžirajo delovna mesta, seveda ne drži. Slovenija ima danes drug problem. Kolegica Maja je lepo poudarila, da se bo Slovenija v nekaj letih in se že danes v bistvu soočila s pomanjkanjem delovne sile. Ljudi za delati bo enostavno premalo, pa to je usoda celotne Evrope. Morda ena izkušnja, ki se zdaj v Evropi pojavlja, je, kako pa tisti, ki so zaposleni, starejši, mlajši, se pravi, govorimo ne zdaj tukaj o tistih, ki še niso na trgu dela, pa še bojo, pa tisti, ki so bili, pa so že upokojeni, ampak znotraj organizacij. Bi povedal eno zanimivo zadevo. V Evropi se namreč dogaja to, in se pač tudi na dostih konferencah o tem razpravlja, na trg dela vstopa, zdaj le dela generacija X, generacija Y pa vstopa na trg dela. Kaj je čisto sociološka značilnost? In zdaj prosim, to je splošna ugotovitev, da se ne bo kdo čutil nagovorjenega. Vstopa generacija na trg dela, ki je rojena v začetku 90-ih let, ne samo pri nas, povsod po Evropi. Bistvena značilnost te generacije je, da je to prva generacija, katere rojstvo so starši načrtno odložili v prihodnost. Da so si najprej zagotovili bivanjske pogoje, najprej so si zagotovili službe in so imeli otroke. To je bila prva generacija otrok, ki je bila rojena staršem že tam proti 30 letom starosti. Kaj je imelo to za posledico? Za posledico je imelo to, da so te generacije, te starši, lahko te otroke postavili v center svoje pozornosti. Niso se rabili več ukvarjati s tem, a imamo službo, a zidamo hišo, ampak so bili v centru pozornosti. Cel šolski sistem se je sfokusiral vzgojnega momenta na ta center pozornosti. In zdaj ta mladina prihaja v veliko organizacijo. Njihove vrednote, njihov odnos do kolektiva, odnos do hierarhije so popolnoma drugačne kot starejše generacije. To nisem jaz pogruntal, to so splošne ugotovitve. Ne pravimo, nihče ne pravi, da so te vrednote napačne, drugačne so. In velike multinacionalke vlagajo ogromna sredstva v kadrovski menedžment starejših in mladih, kako iz obeh generacij, ki jih imajo v podjetju, iz obeh vrednot narediti uspešno zgodbo. Prednosti, ki jih imajo starejši zaposleni, z vrednotami, prednostmi, ki jih prinaša mlajša generacija. Pri nas ne vem, se kadrovske službe, kadrovska stroka s tem ukvarja, ampak to so tista vprašanja, mogoče kot zanimivost, so bivanje dveh različnih generacij, ki je zrasla v popolnoma drugačnem okolju, dala popolnoma drugačen karierni sistem čez, nazadnje pa ta generacija, če želite tudi moja, naslednji dan po fakulteti smo imeli zaposlitev. Izbirali smo. Imeli smo pogodbo za nedoločen čas in to je bilo to. Nismo nikoli dali te izkušnje čez. To so, se mi zdi, ene take stvari, ki jih je pač treba omeniti, da se recimo v tujini, to so članki na to temo, da se velike multinacionalke. Še nekaj o medgeneracijski solidarnosti. Vsi smo za.
sistemi socialnega zavarovanja morajo temeljiti na medgeneracijski solidarnosti, vsi se strinjamo. Ker tisti, ki so danes upokojeni, so plačevali prispevke za tiste, ki so bili. Največja in ogromna, pa ne strani Zveze društva upokojencev, ampak nam upokojenci pišejo stalno na ministrstvo. Zakaj jaz, ki sem upokojen in plačujem in opravljam neko delo legalno prek podjemne avtorske pogodbe, zakaj moram jaz še zmeraj plačevati prispevke za pokojninsko, jaz sem jih zase že plačal. Ja, kako? Ne? Tudi to so vprašanja, kjer moramo ljudi osveščati, da če uvedemo vsako delo šteje, od vseh oblik dela, jo uvedemo za vsako generacijo. V tistem momentu, ko delaš, prispevaš v skupno malho, iz katere ne nazadnje vsi živimo. Staranje, ne? Kolegica Maja je opozorila na, jaz ne rečem temu problem, ampak izziv staranja prebivalstva. Vse to ni problem samo Slovenije, mogoče je v Sloveniji toliko bolj izrazit. To je pač, bom rekel, zgodba razvitega sveta danes, ne? Ta staranje prebivalstva. Ampak zdaj se mi zelo pomembno poudariti, da ta staranje prebivalstva lahko vzamemo kot izziv. Če pa želimo zagotoviti enakost v starosti, je pa treba za to skrbeti že v mlajših generacijah, kajti od kvalitete tvojega bivanja v mlajši generaciji, zdravja, dela in tako naprej, je odvisno tudi, kakšna bo tvoja starost. Tega se včasih premalo zavedamo. Mi se za staranjem začnemo ukvarjati takrat, ko so ljudje stari 65 let, pa se ukvarjamo, kaj bomo pa zdaj z njim. Ampak ta zagotovitev tega enakosti znotraj generacij v starosti se začne že na trgu dela v mladih letih. Dejansko je bilo upozorjeno strani gospoda Kampla, ja, in jaz sem tudi že danes povedal, problem mladih danes je trg dela, njihove zaposlitve, pozen vstop na trg dela, pa ne samo, da vstopijo na trg dela, vprašanje je tudi, na kakšen način vstopijo na trg dela. Prisiljeni so v fleksibilne oblike dela, delo preko lažnih samozaposlitev. Zato smo na ministrstvu pripravili dokument Dostojno delo. Zato smo, s katerim želimo dati sporočilo. Ne gre samo, da mladi čim prej postanejo aktivni. Potrebno je tudi, da se jim omogoči dostojno delo. Delo, ki nudi ekonomsko, pravno in socialno varnost. To je prvi moment. Drugi izziv, ki ga imamo v Sloveniji pred sabo, je tudi povezan s tem področjem, je vprašanje udeležbe starejših na trgu dela. Mi smo država z praktično skoraj najnižjim deležem aktivnosti med 55 in 64 letom. Če bi me vprašali nekaj let nazaj, zakaj imamo samo 34% aktivnih, naprimer povprečje držav Evropske unije je preko 50%, bi rekel, seveda, nizka upokojitvena starost, ker pri nas so šli vsi pri 58, 59 se upokojili. Ampak ne pozabimo, po drugi strani največji delež dolgotrajno brezposelnih je med starejšimi, tretjina starostnih upokojencev na Zavod za pokojninsko pride v starostno upokojitev preko Zavoda za zaposlovanje. Se pravi, so bili brezposelni in so se prej v bistvu umaknili iz trga dela. Z dokumentom Starejši in trg dela smo želeli analizirati prav vzroke. Prav vzroke, zakaj imamo tak nizek delež, zakaj se starejši. Če pogledate dokument, ugotovili zanimive stvari. Značilnost naših starejših brezposelnih je, da so, se pravi, kot prvo, dolgotrajno brezposelni in so niže izobraženi, low skilled. Tukaj ne govorimo o stopnji formalne izobrazbe, govorimo o veščinah, kar pomeni, da se tekom njihove kariere in tudi kasneje ni vlagalo v njihova znanja. Koga v vaši organizaciji pošljajo na neko resno izobraževanje, ko je enkrat starejši od 50-55 let? Vsak vam bo rekel, a ni on že malo prestar, To je napačna predpostavka, ki jo imamo. In s tem dokumentom Starejši in trg dela v bistvu naslavljamo točno to vprašanje. Debata, o kateri bi se morali tudi pogovarjati tukaj v takem forumu, je na primer tudi vprašanje demografskega sklada. Demografski sklad je tipičen primer medgeneracijske solidarnosti. Danes se začne polniti
In črpal se bo ne za današnje upokojence, črpati se mora takrat, ko bodo demografske razmere pripeljale do tega, da ne glede na stanje na trgu dela, bomo morali sistem, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti zagotoviti. Ampak zato je potreben ta dialog. In kot vidite, potem na ministrstvu naslavljamo vsa ta tri vprašanja. Dostojno delo, kajti če mladim ne bomo zagotovili dostojnih zaposlitev, ki bi nudile ekonomsko, socialno varnost, če ne bomo aktivirali starejših, da bodo dlje ostali aktivni, če ne bomo poskrbeli, potem v bistvu je kakršnakoli nadaljna pokojninska reforma seveda vprašljiva. Zdi se mi zelo pomembno, pa jaz ne bom šel zdaj še eno, kar sem že ravno omenil, vseživljenjsko učenje. Še na nekaj moramo biti pozorni, digitalizacija trga dela. V naslednjih 10 letih bo po ocenah OECD izgubljenih v približno 9% obstoječih delovnih mest, tista, ki so danes avtomatizirana v več kot 70%. Nastala bodo nova delovna mesta, zagotovo ne bo jih toliko, nastala bodo nova. Ampak, a imamo mi usposobljen kader, da bo zasedel ta delovna mesta z višjimi zahtevami znanja, z višjo dodano vrednostjo? Trenutno je na ravni EU 47% delovne sile brez ustreznih e-znanj. Ampak ne reči, to se je težko naučiti. 10 let nazaj nihče ni vedel, kaj je tablica. Pa jih danes uporabljamo vsi, čisto vse generacije jih uporabljajo. To je gospod Sušnik lepo povedal. Tako da to je mal izgovor. Zdaj bom pa počasi še dve stvari, pa res zaključim. Bela knjiga, sprejemam kritiko. Bela knjiga je namenjena točno krepitvi medgeneracijske solidarnosti. Bela knjiga je namenjena točno temu, da se opravi širša družbena razprava o tem, kaj želimo mi z našim pokojninskim sistemom. Kako bo izgledal po letu 2040. Zato smo pripravili belo knjigo, zato je skupina strokovnjakov. Zato sem jaz osebno se zavzel, da sem na predstavitev bele knjige na Brdo pri Kranju povabil Mladinski svet Slovenije, ker smo hoteli imeti razpravo z vsemi deležniki, ne samo z ekonomsko-socialnim svetom. Ta razprava poteka, ampak trenutno poteka razprava o beli knjigi samo znotraj ekonomsko-socialnega sveta, samo znotraj strokovne skupine, kar je narobe. Ne sodelujeta ne Zveza društev upokojencev, vsaj da bi vedel, ne sodelujeta ne Mladinski svet Slovenije. In to je narobe. Namen bele knjige je bil točno spodbuditi širšo javno družbeno razpravo. Zakaj? Zdaj pa grem naprej. Mi potrebujemo dogovor v tej družbi za naslednjih 30-40 let. Mi ne moramo čez 25 let reči, veš kva, ne bomo na prvem stebru več pokojnin imeli, dajmo vse v drugem stebru. Ja ne, to je potem logično, če ni tega nekega družbenega dogovora, da mlade danes, ko vprašaš, reče, se vseeno, če delam brez plačila prispevkov, itak ne bom pokojnine dobil. To je napačno. Tukaj, bom zdaj, morda se samo še malo, pa nočem biti nekorekten do kolegov, ampak naprimer vizija Slovenije, pred kratkim 2050 smo imeli. Vizija Slovenije je nek dokument, nastal je zgeneriran v neki širši družbeni razpravi in tako. Ampak za moje pojme bi vizija Slovenije, strategija razvoja potem v nadaljevanju, morala odgovoriti na vprašanje, katere so vrednote naše družbe. Ali je vrednota naše družbe solidarnost, medgeneracijska? Mislim, jaz si želim, da je, ampak a smo dogovorjeni, a imamo soglasje okrog tega, da leta 2050 bo, če želite, družbeni podsistem, pokojninski sistem, temeljil na medgeneracijski solidarnosti in bo zagotavljal 60% pokojnine iz prvega stebra. A smo dogovorjeni? Na ta vprašanja bi si morali odgovoriti. To je bila recimo osnovna ideja bele knjige. Kaj bom dobil iz sistema, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, kaj bom dobil iz drugega stebra. Na ta način ti krepiš zaupanje v sistem. Ko morda samo še to, za konec pa gremo na diskusijo,
Vključitev mladih v dialog. Mi se velikokrat soočamo z pričakovanji in željo mladih, da bi se vključili v ekonomsko-socialni svet, tudi Zveza društev upokojencev je že izrazila večkrat to željo. Naklonjenost socialnih partnerjev, predvsem delodajalcev in sindikatov, naklonjenosti temu ni. Bi pa povedal, seveda, ker ekonomsko-socialni svet in socialni dialog je namenjen pokrivanju industrijskih odnosov. Se pa strinjam, to, kar je danes tukaj, potrebujemo v tej družbi neko platformo, ločeno lahko od ekonomsko-socialnega sveta, redno platformo za medgeneracijski dialog, kjer bi sodelovali mladi, starejši, pa tudi mi, srednja generacija. Toliko morda v uvod. Najlepša hvala.